Vse čistilne akcije so že vnaprej bile dobro organizirane, s seznamom zbornih mest po krajih oziroma po krajevnih skupnosti, tako v občini Ormož kot v občini Središče ob Dravi. Krajevne skupnosti so poskrbele za dovolj vreč, za rokavice, predvsem pa za primerno motivacijo, kar pomeni jutranja kava in različni priboljški. Akcije so se začele ob 8 ali ob 9 uri. Hardečani so se tako kot običajno ob 8 uri zbrali pred gasilskim domom na Hardeku, med katerimi je bila tudi predsednica krajevne skupnosti Ormož, ki je med drugim povedala. Po vsej krajevni skupnosti v Ormožu, pa tudi naokrog, danes potekajo čistilne akcije, se pravi, očistimo destinacijo Jeruzalem, Slovenija. Mene res izredno veseli, da smo Hardečanke in Hardečani tako zagnani na vseh področjih, tako tudi danes na čistilni akciji. Mislim, da smo se zbrali v lepem številu. Začnemo pa kot običajno tukaj pri gasilskem domu, gremo po Hardeki ob obvoznici in počistimo. No, tako na prvi pogled, seveda boste šele začeli, se vam zdi, je veliko smeti, bo veliko dela? Še zmeraj, na žalost, v današnjem razvitem času se zgodi, da se odpadki odlagajo na neprimeren način, tako da je prav, da se zberemo in da skrbimo za naše okolje, v katerem živimo mi, pa tudi naši otroci. Kaj pa število košev? Je recimo to tudi problem, da so morda v naravi, torej da je količina smeti v naravi večja? Število košev bi lahko bilo večje, ampak na žalost je tako, da tisti, ki imajo namen odvrčiti smeti, jih odvržejo v naravo. Mislim, da na žalost bo treba spremeniti samo miselnost. Je pa tudi res, da opažamo veliko število sprehajalcev, psov in prav je tako, vendar bi tudi oni morali poskrbeti, da odpadke za svojim hišnim ljubljenčkom počistijo. Na kakšen način? Se pravi, da poberejo, dajo v vrečko in potem odložijo v kante za smeti. Nedolgo ste postali članica prostovoljnega gasilskega društva Hardek, to pomeni, da to ni edina nova funkcija, ki vas je doletela pred kratkim. Kaj pa je novega v prostovoljnem gasilskem društvu? Članica sem že kar nekaj let, mogoče smo zdaj z mladimi puncami postali malo bolj aktivni, se pravi, imamo res zagrete mlade punce, pa prav je, da potem tudi me starejše se vključimo in jih podpiramo. Je pa fino, kaj je novega? Ja, v tem tednu smo na gasilskem domu Hardeku dobili novo sireno. In na tak način se na Hardeku testira nova sirena, ki očitno dobro deluje. Med zbranimi je bilo čutiti veliko dobre volje, a tudi ponosa, saj ima domač gasilski dom odslej novo sireno. Novost na hardeškem gasilskem domu je? Je nova sirena. No, kako to, da ste se odločili zamenjati, čemu je bilo potrebno nova sirena? No, mi se o tem nismo nič odločali, to je bila sicer naša druga sirena v zgodovini gasilskega doma, takrat smo jo seveda kupili same, vendar je zdaj obveščanje in alarmiranje prek sistema za obveščanje Republike Slovenije, to se pravi prek 112, in oni več niso mogli prožiti naše sirene v prvo soboto v mesecu, da bi lahko, takrat je preizkušanje alarmiranja teh siren, in to ni bilo več mogoče, ker se ni dala povezati z digitalno, kot je danes vse to seveda digitalno, z centrom za obveščanje. Zato so v Republiki Sloveniji na Ministrstvu za obrambo se pred leti odločili, da treba zamenjati vse te analogne, če lahko tako rečem, sirene v Sloveniji, in teh siren je bilo treba zamenjati 1486. To ena firma se s tem ukvarja in to za kar že nekaj let zamenjujejo te sirene, in zdaj smo mi pred včerajšnjem prišli na vrsto, da tudi našo zamenjajo. Vprašal sem mojstre, koliko so jih že zamenjali, in so rekli, da so okoli cifre 1200, se pravi, počasi bo to vse urejeno. No, zdaj ta sirena je seveda povezana
prek interneta, bi lahko rekel, prek radijskih vez z Centrom za obveščanje na Ptuju, kjer vse vidijo, kaj se dogaja, lahko prožijo vse alarme, prenehanje nevarnosti nadaljavo. Ne. In zdaj čakamo na prvo soboto, to je 1. april sicer, da bomo slišali, če zadeva deluje. Je to kaj stalo samo društvo? Ne, nič. Mi smo staro sireno sicer vzeli dol zdaj, smo jo zadnjič te probali še malo zagnati, pa odlično deluje. Zdaj pa ne vem, verjetno jo bomo dali v muzej, ker imamo manjši gasilski muzej, ali pa mogoče kakšno društvo, če še katero, ki obstoja, ki sirene nima. No, kar se tiče današnje čistilne akcije, seveda ste zraven, ne? Kakšno je vaše mnenje glede na udeležbo? Ja, sem kar presenečen, prišlo je kar dosti ljudi, se pravi, do zdaj sem to jaz organiziral vsako leto, letos pa organizira Barbara, ki je bila izvoljena v krajevno skupnost in sem veseli, da je prišlo toliko ljudi in da se zadeva nadaljuje. Torej, krenili boste vsak čas na delo? Ja, tako, jaz sicer ne bom šel pobirati, jaz bom šel potem s prikolico pa pobral vse te vreče za njime, pa odpeljal na smetišče, tako da bo vse zaključeno, potem pa seveda sledi veselica, mora taj malo posneti v ono stran. Vsekakor, tudi gasilski kuhar je že od jutra imel polne roke dela. Tudi nože je bilo potrebno nabrusiti. Po zaključku akcije bo gotovo veliko lačnih ust. Tako je napočil čas, ko je bilo treba kreniti na delo. Med zbranimi je bilo tudi nekaj otrok. Si pripravil vreče? Moja mama jih je. Se ti zdi, je veliko smeti na okolju ali ne? Ja, tako vse govorijo. No pa vidiš kaj, kakšno smet. Ja, In danes boste torej vse pobrali. ja, očitno. Od gasilskega doma so se zbrani z veliko vneme odpravili najprej skozi kraj do trgovskih centrov, potem ob obvoznici do Dobravske ceste in nato nazaj do Hardeka. Vreče z odpadki je potem, kot je bilo povedano, z lokacije ob hardeškem gasilskem domu na odlagališče odpadkov odpeljal Slavko Petek. Sicer pa so, kar se tiče odvoza odpadkov, udeleženci po vseh krajih v občinah Ormož in Središče ob Dravi imeli možnost, da za odvoz zbranih odpadkov zbirnih točk poskrbi komunalno podjetje Ormož. Verjetno v soboto ni bilo kraja, kjer se krajani ne bi prijeli dela. S kakšno malico pa so najbrž delovno akcijo zaključili tudi drugod. V družbi delo vedno lažje teče, a tudi malica gre lepše v slast. In ko več rok prime za delo, so rezultati neizbežni. Kraji destinacije Jeruzalem so tako od sobote še bolj čisti. Občini Ormož in Središče ob Dravi sta čistilno akcijo opravili torej minulo soboto. Občina Sveti Tomaž pa bo akcijo izpeljala 22. aprila.